Doktor Pirtošek je predstojnik katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana. Njegovom delu na področju nevrodegenerativnih bolezni, staranja in demence je prepoznano tudi mednarodno. Imenovan je bil denimo za neodvisnega strokovnjaka Združenih narodov za pravice starejših pri svetu OZN za človekove pravice. In veseli smo, da je danes z nami. Z aplavzom pozdravimo na odru doktorja Zvezdana Pirtoška. Hvala lepa. Dober večer vsem. Zdaj zadnja ura bo posvečena enemu delu vas samih, a ne večina nas ima nekaj, kar je težko približno 1300–1400 miligramov in kar je močno povezano z našim življenjem. To so možgani. Videli boste, da za čuda se tudi možgani starajo kot vse ostalo in seveda nujno pa v svojem življenju nekaj izgubljamo. Ampak to je zanimiv organ, ker pravzaprav nekaj izgubljamo, je pa eden izmed, morda celo edini organ, ki pa nam nekaj tudi daje, morda v zahvalo, a ne, če vztrajamo dolgo v tem življenju. Seveda, čim se je človek začutil oziroma spoznal svojo minljivost, ko je spoznal to, da se mu telo stara, jaz mislim, da si je vedno nekako želel ostati mlad. Tako da te sanje o mladosti so večne. Že v zori človeške zgodovine lahko to vidimo, v najstarejših pesnitvah. Že Gilgameš gre svojega prijatelja iskati v podzemlje in se ne more sprijazniti z tem, da pravzaprav odhajajo ljudje, da odhajajo naši prijatelji, da odhajamo tudi mi. Lukas starejši Kranach je tam v 16. stoletju, pred enimi 500 leti, narisal tole podobo, ki tako lepo, po svoje malo humorno, kaže na te naše sanje. Tukaj vidite nekaj, kar se imenuje bazen ali vrelec mladosti in ima to čudežno moč, za katero si zelo prizadeva sodobna medicina. In sicer to, da te pomladi. Tukaj vidite zanimivo pokrajino. Levo je pokrajina osamljena, pusta, neke skale so. Desno vidite čudovita drevesa, gozdove, polno življenja je. Levo privažajo stare ljudi. In ti stari ljudje nato vstopajo v ta bazen, v njem zaplavajo in nato izstopijo mladi. Zanimivo je, če boste pogledali, da vsi stari ljudje na levi strani so ženske. Žene z eno samo izjemo, ne vem, če bo tole delalo, rad bi pokazal tegale gospoda v rdeči tuniki tukaj na sredini, ki skozi povečevalo opazuje to gospo. Vidite, to je pa zdravnik, ki mora potrditi starost in tudi dobre učinke plavanja v tem bazenu. Vse ostalo so ženske. Zanimivo, zakaj v Kranahovem času se je nekako verjelo, da pravzaprav moški ostane mlad, če so okoli njega mlade ženske. Lahko je pa on seveda starejši. To telesno ali biološko ali kaj takega nič ne moti. Tako da pravzaprav, kot vidite, starih moških tukaj ni. In potem plavajo te dame in izstopajo čudovite mladenke, tam jih čakajo mladeniči,
In potem vidite, se zadeva konča ali tam za bogato obloženo mizo ali pa v tistem rdečem šotoru, kjer seveda domišljija presega, kaj vse se lahko dogaja tam noter. Pa vendarle je resnica drugačna. Tisti, ki imate Rembrandta radi, pa ste potovali po galerijah svetovnih, ste skoraj da v vsaki galeriji lahko našli enega izmed njegovih avtoportretov. Strašno je bil pravzaprav potopljen v to, da upodablja svoj obraz. In ena izmed najbolj čudovitih stvari pravzaprav za nekoga, ki ga življenje, iztekanje življenja, staranje in tako naprej, zanima je pravzaprav preučevati te njegove obraze. In videti bomo, kako počasi se človekovo življenje, ko se izteka, kako počasi se tudi pri Rembrandtu dogaja nekaj. Če imamo tukaj mladega Rembrandta, poglejte, s čudovitim socialnim nasmehom, ki zapeljuje, ki pravi, poglejte me, tu sem, lep sem, čudovite obleke imam, pameten sem, slikar sem, imam čudovite obleke, Potem vidimo, kako potem zdrsne, kako se luščijo plasti nečesa, kar bi lahko rekli socialnega, estetskega, tisto, kar okolje od mene želi in zahteva. Vse manj in manj je tega in vse bolj in bolj ostajam jaz z svojim tem biološkim bremenom svojega telesa, ki je zdaj postarano in ki je popolnoma drugačno kot pa tam. Se pravi, resnica ni resnica Kranaha in njegovega vira mladosti, čeprav si dolgo časa v življenju vsi predstavljamo in pravzaprav do določenega leta našega življenja, seveda hvala Bogu, se ne zavedamo in nismo in se ne zavedamo, da bodo ljudje okoli nas umrli, da bomo nekega dne tudi mi umrli, življenje je, bom rekel, prijazno in nam tega dolgo časa v življenju ne pove. In tudi potem, ko v najstniških letih nekako to razumemo in vemo, da je to tako, pravzaprav v bistvu ni tako. Seveda se bo vsem ostalim zgodilo, meni pa ne. Jaz se pa ne bom postaral in jaz ne bom umrl. To je, bom rekel, prijaznost življenja. In potem seveda je življenje potem neko obdobje, v katerem pa pravzaprav strašno neradi govorimo. Tudi umetnik se ga pravzaprav ne dotakne ali pa se ga zelo, zelo redko dotakne. Če so obdobje našega življenja v pozni starosti, ki jih še na nek način sprejemamo in imamo upanje in tako naprej, potem seveda prihajajo trenutki, lahko so to samo nekaj trenutkov v našem življenju, lahko so pa to leta našega življenja, kjer pa vidite, kjer pa se obraz topi, naše telo razpada, kar nas vzdržuje, so infuzije, je tehnologija. In vidite, zanimivo je to, da če so vaše prababice, ki so morale biti srečne, da so nekje leta 1905 doživele, recimo živele, ali pa lahko pričakovale, da bodo živele 50 let, niso, statistika jih je potisnila tam v 44 leta, so povprečno umirale. In če so si takrat ljudje strašno želeli predvsem tega, da bi bilo njihovo telo še dolgo prisotno tukaj na tem planetu, se danes, 100 let kasneje, ko živimo skoraj da enkrat dlje, kot so naše prababice in pradedki, se pravzaprav poraja en drug strah. Ne toliko, da moje telo ne bi ostalo tukaj 60, 70, 80, 90, 100 in preko 100 let. Nekaj drugega se bojim. Bojim se, da bo moje telo tukaj ostalo, ampak da bo preživelo moje možgane. Da bom tukaj, pa ne bom vedel, kdo so ti prijazni ljudje
okoli mene, da so to moji vnuki, da so to prijatelji, da ne bom vedel, kdo sem jaz, da ne bom vedel, kje sem, kaj je življenje. Ne? No, in tako da sodobna medicina je strašno uspešna v tem, da podaljšuje življenje, a ne, in jaz mislim, da bodo predsedniki in predsednice Slovenije kmalu prenehali obiskovati, ali pa so jih že obiskovati stoletnike po domovih, ker jih je preprosto preveč, a ne. No, in potem se nam pa nekaj drugega začenja zanimivega dogajati v recimo nekje v 5. desetletju našega življenja, da se tistega dne nekako ne morem spomniti, kako se že reče tistemu igralcu, ki je, se veš v tistem filmu, ne, ko je on, ne vem, in potem pride dan, a ne, ko rečemo, a je to v redu, a jaz to sam tako malo pozabljam, ker sem preutrujen, pa imam preveč projektov, pa groznega šefa, a ne, ali je to mogoče pa začetek nečesa, da moji možgani ne delajo tako, kot bi lahko. Se pravi, bojim se nečesa, kar z sodobno besedo še vedno imenujemo demenca, kmalu pa bo medicinska terminologija to besedo, ki je v veliki meri stigmatizirana tudi, a ne, nihče noče biti dementen, bo spremenila v verjetno tako imenovano veliko nevrokognitivno motnjo, bomo kmalu govorili o to, ne. In zakaj se tako bojimo te demence? Veste kaj, zaradi tega, ker to je tista bolezen. Seveda jaz lahko izgubim roko, lahko izgubim nogo, lahko izgubim vid, lahko izgubim dobro sposobnost dihanja ali prebave ali kaj takega, ne. Pa vendarle, ko pa zbolijo moji možgani, pa jaz izgubim samega sebe. Se pravi, to je tisti prastrah pred izgubo bistva sebe. Ne? In tukaj imamo pravzaprav en kultni obraz, tukaj je bila gospa stara 52 let, obraz, ki je prvič povezan v medicini, ko je medicina začudeno spoznala, da to, da si pozabljiv, da je to pravzaprav bolezen. In to je bila prva bolnica v zgodovini, začuda, in po nekem srečnem naključju je ohranjena njena originalna fotografija iz leta 1902. Torej, ja, možgani se spreminjajo. Spreminjajo se ves čas. Ni enega trenutka v vašem življenju, ko se možgani ne bi spreminjali. Vaši možgani, preden ste sedli v tele udobne stole pa začeli poslušati tole predavanje, bodo precej drugačni, kot pa so bili so precej drugačni kot tisti možgani, ki bodo čez 45 minut zapustili tole dvorano. Ves čas, karkoli se nam dogaja, ne, to je tak pomembna sprememba koncepta v dojemanju, ko sem jaz bil študent, skratka, smo se učili, da se možgani ne spreminjajo. Če si toliko srečen, pa nihče ni toliko srečen, boš umrl za približno takimi, kot si se rodil, kar se tiče število celic. Danes pa vemo, da je to neverjetno živ organ, neverjetno spreminjajoč organ, da se te spremembe dogajajo ne v letih, ne v desetletjih, ampak v sekundah in tudi v milisekundah, ne. Torej, možgani so sestavljeni iz celic, to so celice možganske, ki se od vseh ostalih celic v naših možganih razlikujejo po tem, da imajo na tisoče do 10.000, recimo temu, ročic. Imenuje se to dendriti in podobno, ne? Ampak v bistvu so neki podaljški same celice, s katerimi celica aktivno išče drugo celico in se želi za to drugo celico povezati. Kaj pomeni, če se dve celici povežeta? Pomeni to, recimo, da se bom naučil novo francosko besedo, če se učim francoščine. Pomeni to, da se bom
naučil enega plesnega koraka, če se učim plesa. Pomeni to, da si bom zapomnil, če bom zdaj moral peš iti od Odiseje do recimo železniške postaje, po katerih ulicah, kje levo in kako desno. Tega ni, če se moje celice ne povezujejo. No in te celice so sivina, so siva substanca, povezave med temi celicami so pa belina. In kaj se zdaj v našem življenju dogaja? V našem življenju se dogaja, da približno vsakih 10 let izgubimo približno 5% možganskega volumna. Se pravi, to je nekaj, kar je normalno, moramo to sprejeti, nič objokovati, izgubljamo gostoto kosti, izgubljamo prožnost kože, izgubljamo torej višino, vid in tako izgubljamo tudi možgane. Ne? Zanimivo je to, da najbolj so prizadeti tisti predeli možganov, ki omogočajo neko ali to, da se jaz spominjam nečesa, da imam neko linearno podobo svojih dni in svojega življenja. To je predvsem en del možganov, ki je tule za ušesi in ima tako slikovito ime v slovenščini, imenuje se morski koniček ali hipokampus. In če bi van pokukali, bi videli, da imate noter zapisane vse epizode svojega življenja. A ne, če vas jaz zdaj vprašam, kdo se spominja, kaj ste jedli recimo za kosilo včeraj, pa dvignite roko, tisti, ki se spominjate, kaj ste imeli za kosilo včeraj. Vidite, zdaj smo vstopili v vaš hipokampus. Poleg tega, da veste, kaj ste jedli, a ne, za kosilo, se vam pa ne, da bi vas jaz vprašal, se je zgodilo še nekaj čudovitega. In sicer vi, ne da bi vas jaz vprašal, ne da bi vi to hotel ali ne hotel, vi ste uzrli prostor, v katerem ste tisto kosilo jedli. Zakaj je temu tako? Zaradi tega, ker sta prostor in čas v človekovih možganih povezana neločljivo. Ne? To je ena dimenzija, prostor in čas. Vidite, neko filozofijo, fiziko in geometrijo Alberta Einsteina in velikih fizikov imamo mi pravzaprav v naših možganih. Ne morem se jaz spomniti, kaj sem jedel za kosilo, ne da bi se spomnil tudi prostora, v katerem sem to jedel. In tako imam v tem hipokampusu nanizane vse epizode svojega spomina, svojega življenja in ta spomin bom imenoval epizodični spomin. No, imamo pa še en drug zanimiv del možganov, ki tudi z starostjo precej hitro lahko propada, in sicer to je pa tukaj gor, približno na čelu, visoko na čelu, imenuje se prefrontalna skorja. To pa je tista, ki mi nekako omogoča zelo hitro dinamično razmišljanje, neko organizacijo mojega dneva. Recimo, bom pa jutri, ko bom končal, bom pa šel najprej v čistilnico, ampak preden grem pa v čistilnico, lahko pa še to naredim, pa mimogrede tam je še hofer, pa bom še tam preletel, pa čakaj, zdaj moram še to kupiti, pa ono. Skratka, organiziram si življenje iz malih nekih točk, to bom pa imenoval recimo delovni spomin, pa eksekutivne izvršilne funkcije, ki me naredijo, bom rekel, okretnega v življenju. Strašno je zanimivo to, da se pri moških in ženskah pravzaprav ti različni deli možganov vsak na svoj način bom rekel, starajo. Pri ženskah nekoliko hitreje hipokampus spomini in zaradi tega ne bo čudno, da bomo, ko se bomo spraševali, ali imajo demence, Alzheimerjeve več moški ali ženski, da jih bo dosti več pri ženskah. Pri moških se pa hitreje s staranjem je prizadet ta eksekutivni del. In jaz v svojih ambulantih dostikrat vidim, veste, ko en od starih zakoncev ostane sam, ne, zna biti po svoje dostikrat večja, po narekovaj, tragedija, ko moški ostane sam,
ker dostikrat se ima spomin, pa vse ve, ampak nekako ne spravi te organizacije, vsakodnevne organizacije svojega življenja skupaj. Ko je treba iti v trgovino, pa potem to narediti, pa ono narediti, dostikrat je precej nemočen. Po drugi strani bo ženska, ki ostane sama dostikrat, seveda to so, bom rekel, včasih celo nedopustne generalizacije, ampak dostikrat bo ženska lepo nekako zorganizirala, pa bo šla po vnuke, pa bo to v trgovini naredila, pa bo zlikala to, ji bo pa upadal spomin in ima statistično več možnosti, da potem dobi demenco. Tukaj recimo vidimo plastično, kako se z leti in z boleznijo pravzaprav izgublja naša možganovina, kako nastane nekaj, kar se imenuje atrofija. No, kaj se še z staranjem možganov, kaj še izgubimo? Strašno pomembna za naše možgane pravzaprav so žile in kri. In tisti od vas, ki bo močno skrbel za svoje žile, za svoje srce in za svoje žile, bo pravzaprav skrbel tudi za svoje možgane. In videli boste, da večina priporočil za ohraniti zdrave možgane je približno enakih kot ohraniti svoje srce z eno veliko razliko. Če boste želeli skrbeti za svoje možgane, boste morali tudi zelo veliko čitati, potovati, biti radovedni, odkriti v sebi neko nevednost in pa radovednost malega otroka. To bo eden izmed najboljših. To za srce ne velja, za srce je bolj gibanje, pa hrana, pa tako pri možganih imamo poleg gibanja, hrane in tako naprej, še to, da moramo odkriti v sebi eno radovednost in željo in ljubezen do učenja. Če ne bomo skrbeli za svoje žile, bomo imeli več možnosti za demence, za možgansko kap, za sladkorno bolezen, za zvišan krvni pritisk. Z starostjo se menja naš hormonski status. Več je teh hormonov, morda bom omenil predvsem dva, en, ki je v povezavi bolj z ženami, je estrogen in to je tudi eden izmed razlogov, zakaj je recimo Alzheimerjeve demence več pri ženskah. In zdaj potekajo študije, ali nadomestna estrogenska terapija v menopavzi, po menopavzi, potem bo preprečila, da bo teh demenc več ali ne. Drugi hormon, ki tudi se močno zniža v starosti, je pa tako imenovani rastni hormon in tisti, ki boste recimo študirali učinke različnih življenjskih slogov na možgane, boste lahko videli, da recimo obstaja en krasen način, kako si jih kar hitro lahko povzdignemo ta rastni hormon in to bo telesno gibanje. V naših možganih je, bom rekel, kar precej nekih tekočinic, imenujemo jih za tujko nevrotransmiterji ali biokemični prenašalci. Kot beseda sama pove, te tekočinice potujejo od ene celice do druge, od enega centra do drugega centra in povezujejo možgane v neko kompleksno delovanje. Poznamo jih pod imenom dopamin, serotonin, acetilholin, adrenalin ali noradrenalin in danes medicina dobro ve, kaj do česa pride, če recimo prihaja do znižanja teh hormonov. Če bom imel premalo dopamina, se bo moj gib upočasnil, dobil bom Parkinsonovo bolezen in zanimivo, tudi moja motivacija se bo zelo znižala, ne bom imel več toliko volje. Če se mi bo znižal serotonin, bom zelo nagnjen k depresiji. Če se mi bo znižal acetilholin, bom imel demenco, ne bom imel več spomina tako dobrega. Če se mi bo znižal noradrenalin, spomnite se na adrenalinske športe, ne bom več toliko sposoben neke hitre koncentracije, neke hitre pozornosti. Kaj je to krvno-možganska bariera? Vidite, na nek način se evolucijsko ti naši možgani zelo zavedajo, da so en čudovit organ. Nekaj najbolj
krasnega v tem delu vesolja, nekateri rečejo, ne. In zato so se zaščitili. Zaščitili so se na ta način, da najprej so oviti z kar 3 ovojnicami. Pia mater, arachnoidea, dura mater, če je kakšen študent medicine tukaj, ne. Pa ne samo 3 ovojnice. Žile, ki prihajajo v možgane, so tako narejene, da ne prepuščajo toksičnih, nevarnih snovi iz krvi v možgane. A ne, se pravi, in potem seveda so možgani zaščiteni še z koščeno kamrico, ki jo imenujemo lobanja. In tam zgoraj levo so možgani mladega človeka, mimogrede to rdeče, bele, rumene pike je nekaj slabega, kot neke smeti, kot neki toksini, kot neke beljakovine in vidite, čim starejši smo ali pa čim bolj bolni smo, tem bolj je ta membrana prepustna in v naše možgane se naseljujejo nenavadne, hudobne, predvsem so to beljakovine, v veliki meri so to beljakovine in če vidite tukaj normalne možgane, a ne, te možgane, celice, a ne, nevron je možganska celica, potem vidite tukaj recimo pri nekom, ki je star 60-70 let, kako se mu v te nevrone in med nevroni nabirajo neke beljakovine. Te iste beljakovine se v veliki meri začenjajo nalagati, če imam demenco ali pa Parkinsonovo bolezen, mnoge bolezni starejših ljudi, možganske, so pravzaprav odsev te prepustnosti bariere in temu, da so moji možgani lahko prepuščeni pravzaprav dežju teh in potem nalagan z temi beljakovinami. Torej, ni čudno, da sem kot starejši manj gibljiv. Ni čudno, da imam oslabljen vid in sluh. Ni čudno, da sem tudi miselno nekoliko upočasnjen ali spremenjen. To je nekaj, kar na žalost pač moramo sprejeti, ker smo rekli, da se vsakih 10 let izgubimo 5% možganske mase. Mimogrede, če pa človek pogleda tako evolucijsko, pa vidimo nekaj zelo zanimivega. Mi smo v zadnjih 60-70 tisoč letih izgubili kar precejšno količino možganov. Približno za teniško žogico smo jih izgubili v 60-ih, morda torej zadnjih 60 tisoč letih. Ne vemo, zakaj je to. Tisti, ki imajo radi bolj apokaliptične vizije sveta, bodo rekli, da je to zato, ker pravzaprav smo obsojeni na degeneracijo in na propad. Tisti, ki so optimistično, in teh je več, pa rečejo, da pravzaprav smo v procesu notranje reorganizacije, možgani ne smejo biti preveliki, veste, preveč energije nam porabljajo, če so zelo veliki, ne? In da se manjšajo, vendar se bolj ekonomizirajo, a ne povezujejo med seboj. Kar se tiče spomina, več je spominov tukaj, a ne, bom zdaj nedopustno poenostavljal, pa bom rekel, da recimo med temi večjimi spomini, ki jih imamo v naših možganih, mogoče izstopata, kar se staranja tiče, 2 vrst. Eno je epizodični spomin, ki sem ga prej že omenil, a ne, ki ga imamo v tem hipokampusu, imamo epizode svojega življenja, naše življenje je organizirano okrog epizod, ki imajo časovno in prostorsko dimenzijo. Zanimivo je, da to ne velja za prvi 2 leti našega življenja. To se tujko imenuje infantilna amnezija, ne spomnim se prvih 2 let svojega življenja in medicina precej dobro tudi razume, zakaj se ne morem spomniti pravzaprav prvih 2-3 let svojega življenja. No, potem, kasneje se pa spominjam, v mojem hipokampusu so te epizode. Mimogrede, mnogi filozofi, če se boste vprašali, kaj je to osebnost,
kaj je to jaz z velikim J, ne, bodo mnogi strokovnjaki skušali ta jaz definirati z epizodami mojega življenja, z neko kontinuiteto, ki sega od 2., 3. leta mojega življenja, pa v bodočnost, kaj jaz vidim zase v bodočnosti. In ko meni propadajo možgani zaradi normalnega staranja, ko sem že prej omenil, precej hitro upada ta del možganov, tako da pravzaprav bodo mnoge epizode, zlasti tiste preteklih let, nekako se izbrisale, izgubile in bo več prostora in tudi več pravzaprav možnosti, da se spominjam pa tistih epizod svojega življenja, recimo, ko sem bil mlad ali pa ko sem bil v vojski, in tako recimo, ne vem, moja generacija ali pa generacija nekoliko od mene je morala neštetokrat poslušati, ja, veš, ko sem pa bil v vojski ali pa ko sem pa bil v partizanih ali pa ko pa smo tisto delali, pa ko je včasih bilo fajn, ne, zdaj pa ni fajn, pa tako naprej, ker seveda so ti spomini najbolj ohranjeni. Potem imamo pa druge spomine, ki pa se imenuje semantični. Če vas zdaj vprašam, kaj je glavno mesto Francije, potem mi boste rekli Pariz, tudi ta semantični spomin o dejstvu, o nekem dejstvu, da je glavno mesto Francije Pariz ali da je savana, pokrajina tam in tam s takimi in takimi značilnostmi. Tudi ta spomin je nekega dne nekoč bil epizodični, nekega dne, 8-9 let ste bili stari, vam je tovarišica ali gospa učiteljica, pač odvisno od generacij, povedala, da obstaja neka država, ki se reče Francija in da tam imajo glavno mesto in potem ste se vi tega učili. Potem je pa počasi z leti to zginilo in zdaj ne veste, katerega dne, katera tršica ali gospa učiteljica vam je to povedala in kdaj in tudi ni pomembno. Zakaj vam ločim to dvoje? Zaradi tega, ker pravzaprav z staranjem mi precej izgubljamo epizodični spomin, ob tem nastaja ena zanimivo dejstvo, da ga radi nadomeščamo, da ga radi kar tako pol dopolnjujemo, ne da bi se tega zavedali. In ko se mi spominjamo, kot recimo 87-letnik, ki se spominja tega dogodka, ko je bil star 18 let, je zelo verjetno, da precej verjetno, da tega dogodka sploh ni bilo, ali pa če je bil, da ni bil pri 18, ampak je bil pri 28 letih, pa ni bil na Pohorju, ampak je bil na Siciliji in podobno, ne. In zakaj je to še pomembno? Ker če boste negovali svoje možgane, potem seveda ne smete se grozno sekirati zaradi tega, če bodo te epizode nekako šle. Lahko delno kompenziramo to tako, da zelo negujemo ta semantični spomin, da čitamo, ne? Da imamo, ni nujno, ne, da bomo kot starejši pa amnestični. Zelo zanimivo, da se tudi pozornost z staranjem spreminja, tudi teh pozornosti imamo več. In zlasti v dobi digitalizacije, moram reči, so prav procesi pozornosti tisto, kar se na najbolj dinamični in hiter način nam zdaj v možganih reorganizira. Ne, da jo izgubljamo, ampak postaja čist nekako drugačna, neki drugi procesi jo nadomeščajo. Ne. No, z staranjem predvsem, bom rekel, trpi nekaj, kar ljudje imenujejo večopravilnost ali multitasking, da naenkrat delam 4 stvari. Moram vam pa povedati to, da ta multitasking je iluzija, ne. Mi nismo sposobni več opravilnosti, vendar če imam zelo male možgane, jaz zelo hitro lahko grem iz A na B, iz B na C, iz C na A, iz D na B in vse to mi ustvarja iluzijo enega trenutka, v katerem izdelam 4 stvari. Pa ni tako. Ko se z staranjem ti naši procesi možganski nekoliko upočasnijo, za par milisekund, ne, potem bomo ugotovili, da pravzaprav ne moremo delati 4-3 stvari naenkrat in nekaj zelo dobrega
en dober nasvet za starejšega človeka bi bil, da niti ne poskuša, da je bolje, da si organizira svoje delo tako, da pravzaprav bo tole končal, pa tole končal, pa tole končal, sicer bo preveč sfrustriran. Govor in jezik se pa pravzaprav tekom desetletja presenetljivo dobro ohranjata. Jaz se spomnim enega zadnjih intervjujev, recimo Borisa Pahorja. Sem prav rekel, ja, Borisa Pahorja, ne. A veste, koliko poleg tiste neke življenjske modrosti, ne, kako čudovito je ta človek znal to izraziti. In tudi to bo en velik vložek, nekaj, kar se vam bo čudovito izplačal v življenju za zdravje, za cerebralno, za zdravje možganov, da boste govor in jezik negovali. Nažalost je pa res to, da če pride proces demence, zelo pogostokrat zajame tudi te dele, ki so za govor, zelo ljudje začnejo malo opisovati, veš, in pol sem pa prijel za se veš, tam na vratih, no, ko odpre, ko se kljuka, ne, sem prijel za kljuko, recimo to je nekaj, kar, ravno tu je tista siva cona, veste, kjer tudi zdravniki dostikrat ne vemo, ker do določene mere je to za fiziološko staranje zelo značilno, da se pač zdajle ne morem spomniti. Imam na koncu jezika, ampak se ne morem torej spomniti. In to je fiziološko, to ni nič hudega. Ampak obenem je pa lahko to tudi prvi znak demence, ne. No, potem je pa tudi vidna zaznava, pa ne samo vidna, tudi slušna. Zakaj vidno zaznavo posebej poudarjam? Zaradi tega, ker ena izmed največjih, veste, epskih borb, ki jih imamo recimo v ambulantah, jaz delam v taki ambulanti za starejše ljudi, ki imajo malo spominskih motenj ali pa Parkinson ali pa kaj takega. In seveda epske borbe so, ko je treba svetovati, recimo, da ne bi več vozil avtomobila, ne, to težko, to bi kar celo knjigo tako zapolnila, nekakšne tragedije so to, ampak res je to, veste, da tudi če so oči še dobre, včasih pol možgani ne znajo v kritičnih situacijah, mogoče na čisto običajni cesti bo šlo, pa če ne bilo, ampak če pa na neki avtocesti, pa mi neki z leve, neki z desne, pa neko krožišče, pa tako naprej, je pa dostikrat pravzaprav vidimo, da starejši tudi, če niso bolni, pravzaprav težje obvladajo te situacije, ne. Ampak zdaj bi vam pa rad nekaj drugega povedal. Res morda z leti in desetletji mi izgubljamo to sposobnost ostrega razlikovanja vidnih, kompleksnih, vidnih ali slušnih vzorcev. Ampak zgodi se pa nekaj čudovitega, ne? In tu bi vam rad pokazal dve sliki, ki moram reči, da so meni, ker sem se celo življenje ukvarjal tudi z starostniki, pravzaprav so posebej na nek način ganljive. Gre za dve sliki, dveh umetnikov, ki sta jih oba naredila manj kot leto dni pred svojo smrtjo. Oba sta bila blizu 90 let, tukaj na levi boste videli Tiziana, ki smo ga tako navajeni, veste, po tistih nežnih, čudovitih barvah, po neki kromatiki renesanse, po neki lepoti. In tukaj vidite, nekaj mesecev pred njegovo smrtjo je v Benetkah, ki so opustošene zaradi kuge. In nekaj mesecev kasneje bo tudi Tizian umrl zaradi kuge in še nekaj mesecev kasneje bo njegov sin Orazio umrl zaradi kuge. Poglejte, kaj vidimo. On je narisal tudi sebe, Tukaj je on, sicer je to Pietà, in poglejte, kako čuden Tizian je to, kako mračen, kako pravzaprav te podobe izhajajo kot iz neke teme ven, ali se bo vstopalo v temo. To je, in ta Nikodem, avtoportret Tiziana, kako pravzaprav nima nič več posvetnega, ima svoje staro telo, ima svojo slutno smrti
In za razliko od te slike, to pa je Picassojeva slika, tudi jo je napisal, tudi jo je narisal nekaj mesecev pred svojo smrtjo, imenuje se Avtoportret z zrenjem v smrt oziroma Self-portrait facing death. Svojo lastno smrt gleda. Pa če pri Tizianu z njegovim srednjim vekom oziroma renesanso še slutimo en korak, ki je pred tisto popolno biološko brezličnostjo končnega odhoda, in to je njegovo pravzaprav upanje za nekaj, kar bo izza tega prišlo pri Picassu, ki dela svoj avtoportret, predsmrtni avtoportret, niti tega ni. Tukaj je nekaj, kar ne gleda več v svet, nekaj, kar nima nobene estetike, nobene socialnih slojev, všečnosti ali kaj takega, so široko razprte oči, ki ne zrejo več v ta svet, ampak zrejo v svoje odhajanje iz tega sveta. Zakaj sem vam to sliko pokazal? Ker seveda, če oči pešajo, pa če tudi mnogi možganski procesi pešajo, pa imajo starejši ljudje, zlasti tisti, ki so ustvarjalni, pa toliko več bogatstva v nekih drugih delih možganov. To so ti možgani, ki nam tu sporočajo ene veliko globlje misli, veliko globlja spoznanja o tem svetu, o življenju, pa čeprav je to morda to dokončno v Picassovem primeru biološko, neusmiljeno biološko, redukcionistično, materialistično slovo, kjer zdaj nič več ne bo, ali pa recimo to slovo, ki pa ima še nek element spiritualnosti pri Tizianu, se pravi, tudi če moje oči niso tako dobre, kot so bile prej, če moji možgani niso, ampak jaz imam toliko nekih sedimentov svojega bogatega življenja, ustvarjanja, da lahko jaz recimo ustvarjam neke nepozabne umetnine tudi v 9. desetletju svojega življenja. Medicina je pravzaprav, jaz se spomnim, ko sem bil mlad zdravnik, je bilo toliko teh mitov, ki smo jih tudi kot zdravniki zelo sprejeli, ne vem, tisto je 60, 70, tako, a veš, je že malo butas, ne bomo sicer to rekli, tako bomo drugače rekli, da je ne. Potem, da ima libido, če pa ga že ima, je pa to nekaj popolnoma, čudnega, pa nesprejemljivega, Starost je pač žalostna, pa depresivna, pač Bog dej, tako je pa treba sprejeti, tudi ugasne ustvarjalnost, ne da bi pomislil na kakega Beethovna ali na Picasso ali kaj takega, da starostjo postaneš virsko zaslepljen, se ne moreš prilagoditi. Danes začuda, in mene to ne čudi, ker takrat je bila medicina zelo usmerjena v bolnega starostnika. Danes medicina in nevroznanost precej preiskujejo, so se umaknili od samo fokusa na tega starostnika, ki je bolan, in preučujejo zdravega starostnika. Starostnika, ki mu je ime Egon Štrukelj, starostnika, ki mu je ime Boris Pahor, starostnike, ki živijo v tako imenovanih modrih conah, to so posebni predeli sveta, kjer ljudje praviloma živijo zelo dolgo, 90, 100, 110 let, in se super uspešno starajo. In mi vemo, da eden izmed razlogov, vam bom pokazal, je tudi to novo spoznanje medicine, da možgani ustvarjajo nove celice, to se imenuje neuroneogeneza, da se te nove celice med seboj povezujejo, tudi v 8. in 9. desetletju svojega življenja, čeprav veliko manj, kot recimo, ko sem star 20 let. Da pravzaprav, če sem jaz zdrav, govorim o ljudeh, ki so starejši, pa fizično zdravi, potem sem jaz dosti manj depresiven, pa bolj pozitivno usmerjen, kot pa sem bil recimo v 45. letu svojega življenja. Nisem pod stresom, nekako življenje pod pogojem, seveda, da je moje telo zdravo.
In ko sem vam pokazal, da posebej uspešni so pa zdravi starostniki na tistih področjih, kjer moraš ti včasih molčati, včasih stopiti korak ali dva nazaj, zato da bo nekdo okrog tebe naredil en korak naprej ali pa dva koraka naprej in ob tem ne čutiti neke, ljubosumnosti, neke užaljenosti ali kaj takega, ampak videti neko širšo dimenzijo sveta, modrost, ker se preplete razumsko, čustveno, socialno. V bistvu ne vem, če bo to delal, pa tudi če ne bo delal, bom videl, kako bi jaz to zdaj moral. No, poglejte, to je eden takih lepih podob, kjer boste videli, kako ti možgani rojevajo nove celice, kako te celice se oblikujejo in kako te celice pol iščejo druge celice in se hočejo z njimi povezovati. To je veliko bolj verna podoba možganov, kot pa tista podoba nekega v marmor izklesanega organa, ki se ne spreminja in se z leti in desetletji samo kruši. Ne? To se imenuje nevroplastičnost. To je ena izmed največjih upov sodobne medicine, sodobne nevrologije. Niso taki možgani, niso nespremljivi, ampak res so živ organizem, morate jim pa dati to priložnost, da zaživijo. Vidite, tukaj to so, kaj se pri otroku dogaja. Pri otroku, vidite, to so celice, ki so med seboj povezane in je obdobje enega njegovega življenja, ko je vse povezano z vsem. In potem v prvem desetletju in drugem desetletju se dogaja ena zanimiva stvar, obrezujejo se. Ni dobro, da ko mi nekdo reče, da se mi vzburijo celi možgani, meni se mora vzburiti samo slušni center. No, in mi dobro vemo, da je pravzaprav nevroplastičnost, se pravi v dobrem in v slabem. Jaz imam lahko nevroplastičnost v dobrem in v slabem. Tule recimo nevroplastičnost v slabem. Če sem jaz v stresu, potem moji možgani to zaznajo, zaradi tega sporočijo nadledvični žlezi, da sem v stresu, ki začne izločati v kri nek hormon, ki se reče kortizol. Kortizol ukaže mojemu telesu, da spusti ogromno cukra, glukoze v kri in ta kortizol stopi v možgane, v 3 dele možganov, v hipokampus, ker je pomembno za spomin, potem v tale del, kjer moram racionalno misliti, pa v en del možganov, ki se imenuje amigdala, kjer je center za strah in za obup. In pravzaprav me naredi, akutni stres je nekaj dobrega, ker se moram boriti, recimo, če vidim medveda, kronični stres je nekaj zelo slabega, moje telo bo preplavljeno z glukozo, vstopil bom v diabetes mellitus, moji možgani bodo prizadeti vsaj na 3 mestih, strah me bo, ne bom si zapomnil stvari in ne bom mogel racionalno. Potem nevroplastičnost je silno aktivna tudi v času spanja. Spanje je en čudežno obdobje našega življenja, ker se nam telo regenerira, predvsem se nam pa ustvarjajo in krepijo spomini. Mi lahko vidimo pravzaprav nevroplastičnost na delu je recimo, če postavimo naše telo pa možgane v tako situacijo, da nekaj recimo v čas meditacije ali pa molitve ali pa umiritve, vsak človek, vsaka doba, vsaka civilizacija ima neke svoje načine. Poglejte, tule v tem primeru gre za sinhronizacijo, kako se moji možgani, moji 2 polovici možganov sinhronizirata, spreminjata neko električno aktivnost. Poglejte, kaj se zgodi samo po 25. Tisto rdeče je dobro, pomeni, da nekako povezujem funkcije svojega telesa. Jaz mislim, da se približujem verjetno koncu. Lahko nekdo samo
Še imam 5 minut. Se vam bom kar pridružila na odru. Ja, čas Ja. je potekel, ampak možgani so res takšni, da bi lahko v njih poslušali še ure in ure. Ampak bom na hiter končal, bom to Povejte. vse spustil. Zaključna misel, tako bomo rekli, vam bomo pa seveda še vseeno pustili eno vprašanje iz publike. Veste kaj, takole, tole bom končal. Nekje na polovici smo drugače, Ja. ne? Rad bi vam končal z nečim, da recimo veliko znanja smo pridobili prav v študiju tega, kar ni bilo pričakovano, in to je, da star človek je lahko tudi zdrav človek, je lahko zelo ustvarjalen, da je star človek tist, ki ga ne vidimo v ambulanti in zato za medicino ni bil prisoten. No, veliko podatkov smo mi dobili iz teh modrih con, kjer so rekli, tako in tako se hranijo, gibajo se, so socialno, ne, veliko imamo teh podatkov. En podatek je mene posebej presenetil in razveselil, je bil to, kako zelo bo naše življenje, tudi dolgost našega življenja, odvisna od tega, koliko smisla v svojem življenju najdemo. To je en koncept, ki ga mogoče intuitivno čutimo, to, ne, da pravzaprav je lepo, da ima naše življenje smisel, ki so ga zelo lepo opredelili tudi v psihoterapiji ali filozofiji, morda poznate nekateri Viktorja Frankla, in ki ga recimo zelo lepo gojijo tudi Kitajci, in to je skozi filozofijo ikigai. Če kdo ve. Se pravi, končujem pa s tem, da bi se vprašal, kako dolgo pa lahko živimo. Živimo lahko, dve skupini znanstvenikov vam bodo dali različen odgovor. Prvi odgovor je ta, da če nam bo tehnologija prijazna, lahko živimo tisoče in tisoče let, samo popravili bomo tisto, kar ne bo narobe. Druga skupina znanstvenikov, večja, resnejša, tudi jaz moram reči, da bi se verjetno priklonil tej drugi skupini, pa pravi, da imamo rok trajanja, in rok trajanja našega bi bil približno 130 do 150 let, nismo ga še dosegli z izjemo tele gospe, ne, oziroma tudi ona ne, ona je bila 123 let, najstarejša zemljanka, Jeanne Calment, 123 let, kmalu čez nekaj desetletij bomo tole dosegli, in tako da je moje zadnji odgovor, oziroma na zadnje vprašanje, kako dolgo boste živeli, ne vem, verjetno ne 123, se pa lahko s tem, da morda res skrbite za ta svoj organ, približate 100, mogoče tudi kakšen korak ven, predvsem bo pa strašno pomembno to, da pravzaprav svoje življenje osmislimo. Hvala lepa. Doktor Pertušek. Najlepša hvala za vsa sporočila. Jaz sem prepričana, da boste vi prišli nad 100. Velja? Bomo redno preverjali in spremljali. Eno vprašanje bomo vzeli iz publike, tako da prosimo za malce več svetlobe, da vidimo, kje so roke v zraku. Tamle bomo šli zopet na našo desno stran odra. Očitno tam več sprašujejo kot na tej strani. Živijo, Jan. Mene pa samo zanima, če mogoče veste, če ima kakšen vpliv na spomin, navada, naprimer gledanja slik čez celo življenje ali pa spominjanje na nazaj, če ima to kakšen vpliv dolgotrajen na, če to celo življenje delamo. Odgovor je da. Hvala. Torej, zdaj bomo vsi gledali fotografije oziroma slike za nazaj. Še enkrat en velik aplavz, z nami je bil doktor Pertušek. Hvala lepa.